razdur te modele, sleep deprivation. Lej, to je oblika mučenja, tako da hitro te to zjebe, veš. Še posebej, če se ponavlja tako iz dneva v dan. Te hitro sfuka. Ni hec. Ni hec. Zipr klop hudiča. Jaz drugače že snemam, tako da bo za zanamce. Aha, ok. Nekaj bo. Jaz sem pa glih kar preklopil. Priden si. Dobro. Ja, jaz to buklo. Ko priden, to je pa noro. Tako, se strinjam, lej. Ja. Tako da kva, pičimo. Avizo, maestro. Može kar šva. Daj si malo majk gor. Malo se kar na gor, da je višji. Ja, da noš podbradnik. Kole. A ja, ti tudi zrihti majk. Zrihtam, malo da delam. Dobro. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In včasih tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se, podprite nas na hvalazaseribe.si. Hvala vsem, ki ste nas že, hvala tudi vsem, ki nas še boste. Povejte še komu za nas, pa tega bomo res veseli. Mi pa pojmo nazaj v preteklost. Zato, ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi, kaj smo ugotovili? Ful velik stvari. V bistvu, da je kapitan cool model, čeprav je malo priglup. Ja, priglupo naiven, ampak je pa kulno. Je pa ne sekira se jih predlost za vse ostalo okrog. Ne. Mislim, to malo ima ta, ne, malo je zen model, ne. Ja, malo je tako. Malo je, vseeno je. Malo je flegma. Ja, sejo so imeli, ne? Pa Ford jim je povedal eno zelo, mislim... Sploh jim je na sejo jim je udaril, ne? Ja, točno, ja. A veš, mislim, se jim je že koncept jim je zjebal čist, ne? Ja, sam res, si predstavljaš... Ampak nisi se kaj preveč daljno motiti, no. Zdaj zdi se mi, da bi bilo malo... Ne, sej, a veš, tako, kot so rekli, ne? A veš, v bistvu najprej jim je bil zabaven model, ne? Ja, veš, sam pokaj pa so pa začutili, da jih nekako, da stresa neke žaljivke, ne, a veš, in da so naperjene proti njim, ne, takrat pa, ajde, daj malo ladi, ne, daj nehaj zdaj. Pa so ga pa začeli postopkovno, ne. Ja, pa so mu hodili pa že kakšen list vrst, pa sam, daj bejš dol z odra, ali ne vem kva. Bejš skale dol. To ni delal učitno. Vidiš, ta skala je pol še v Lion Kingu pol prišla, veš, skala ponosa, veš. Ja, pa še v Buten skali. A pa še... Sem pisal, ne, skala ne spremlja, ne. Ja, skala je skozi zraven. Ja, skala tle je, ne. Ja, A sta prebrala? Kva? Ja, od alpinističnega društva Skala. A ja, šit, ne še. Dobre. Ja. Kaj če sem prebrala? Neč. Ali je tako zarotniško povedal, da ga nisem slišal? Od alpinističnega društva Skala. Joj, ježiš. Ti si, jaz še čakam. Jaz sem prebral, kako je on to že od mladih nog gledal. No, tako da te skale so sploh kulno. Ježiš. Ignoririmo, stari, v redu je. It's okay. Zelo lepo slavo sem upel. A ne, da mislim prav zloraba pridevnika je bila. Zdaj še pa še jaz prebrati. Zdaj vse pridevnike predoviti, mislim. Tako je bilo, res je bilo milozvočno, vse pravim. Kot mladenič je Nekaj stari, ker zdaj bom vrgel opozorilo za kvarnik, konc. Čeravno iz grosupeljskih, da vem kva, ampak je pogledoval, in ga je srce vleklo in ojoj. Tebi se je tudi usedel v srce tale... Ja, lej, se spomnil. Upozorilo za kvarnik sem rekel, konc. Nehi. Ok, dobro. Ta je bila pa...
Malo je slab connection, očitno nekaj ni slišal. Ja, da sem malo tu prekinil, tlele. veš, nisem vaje slišal. Ja, si bil čisto zanosil tega. Ja, lej. Če bi bil Ja, tak zelo, ja. to te potegne, stari, a veš. Ja, Srce ne izbira, Je- očak, a veš, to, kar gre. Pa dobro, okay, no. Lej, ne moram nehati, tako da gremo Ja. naprej. Ja, gremo kar naprej na knjigo. Ja. Evo. No, Artur je v bistvu čist blisne na jasi in se igra Scrabble z jamskimi, ne, domačini, domorodci. Ja. Ja, kako jim pa on reče. Ja, jamski ljudje. Ja, Sej, pa Ford mu reče, ne. pust, ja. Brez veze, pust. Ja, nekaj tle, a veš, Ford pol ugotovita, ne, mislim, in pove, Ford pove, kaj so Golgafrinčanci rekli na to, ne, da pač se ne sekirajo prav zelo. In ugotovimo, da hoče Artur v bistvu nekako naučiti domorodce, da bojo malo več, da bojo malo več vedeli, ali kako se Da bi napredovali, v bistvu, da bi napredovali. Hoče jih intelektualno spodbuditi, ne. Ja, Hoče, to- da malo to dvignejo sem ta mislil. nivo, da bojo. Lepo si Da bi oni ubesedil rado tole. ta dominantna rasa tukaj na tem planetu. Ja, ker oba sumta, da si predstavljaš, kakšen bo ta svet, če bo šel iz teh kretenov, s katerimi so se pripeljali. Ja, mislim, da me je obema zelo jasno, kakšen bo, ker ste ga videla. Ja, ampak no, v bistvu ne špara, ker pravi, tvoji prijatelji so oni tepci in ne ta uboga bitja. Ne. In Arturju ni pogodo, mislim, vse ga razumem, ne, v bistvu. Ja, lej, hoče si zatiskati oči, dokaj si jih lahko. Ne more pa zgodovine spremeniti, ne. Ja, itak da ne. Ja, zgodovina je pa tukaj, kaj je. Ne? Ja. Se pa je to ta časovni paradoks, da zgodovina zmeri pač, ko je. Tudi če ti kaj spremeni, se ne bi bilo tako že predviden. Ne? Tudi če bi ti spremenil kaj. A misliš, Se ne bi da je bilo zgodovina, pa je. predviden? Ja, po mojem, da Jaz pa mislim, da ne, da je bil v bistvu, da so bili ti Golgafričanci, da so bili v bistvu dejansko kot en trojanc ali pa nek virus v tem programu, Virus! Fak, pa smo spet tam. Vse je povezano. A ne more biti en teden brez virusa. Je v bistvu ena koda je uletela noter, ali kako bi šlo rekel, ne? V ta kompjuter. Ja, če je bil to biološki računalnik, ne, ki je bil z temi jamskimi ljudmi, ki niso bili jamski, ne, predviden, ne, da so oni pač del programa in pol pride en bedak s kilo zapam in jih vse potovče. Ne, in, Ja, veš, to je tudi kot ene 4 aplikacije, te najbolj pogoste odinštalirali dol ali neki. Ja, sam je pa res, ne, da tudi je pa ena mal, zakaj ima pol ne, Artur v svojem DNK-ju zapisan, ne, vse to, ne. Ker pol, če bi Je zato, ker zihar se je če bi bil Golgafričanc, sparu, ne, a veš. ne bi smel imeti, ne. ja, čak, dej, prehitevamo zdaj. Zdaj se zgodi še ena zanimiva. Ja, nekaj se zgodi. Ja, zgodi se nekaj tako zanimivega, da bomo imeli kar citat od tega, kaj se zgodi. Citat tokrat prebere Sara McKinz, Hupi Frudika, specialistka za kreativo in vsebine, koncertna domorodka in legenda v prostem času. Na Twitterju jo najdete pod Afna Jinx Ovje. Tako da. Ni to Jinxov je mogoče peli. Kaj? Jinxov je. Pa dobro, Jinx Ovje, piši kao pišiš, ali govoriš to, govoriš neki to. Gledam, Jinx Ovje, ja, ok, v redu. No. Sara, ti kar štarti, ajde. Pobral je črko Q in jo zagnal v bližnje Kalinovje, kjer je zadela mladega zajca, ki se je v strahu pognal v beg. Ni se ustavil, dokler ga ni ujela lisica, ki se je zadavila z njegovo kostjo in poginila na bregu potoka, odkudar jo je voda kasneje odplavila naprej. V naslednjih tednih je Ford prefekt požrl svoj ponos in se zbližal z dekletom, ki je bila na Golgafrinčanu kadrovska referentka. Potem pa ga je strašno potrlo, ko je nenadoma umrla, ker je pila vodo iz potoka, ki ga je okužila poginula lisica. Edini nauk, ki ga je mogoče potegniti iz te zgodbe, nas opozarja, da človek nikoli ne bi smel metati črke Q v Kalinovje, res pa so v življenju trenutki, ko se temu ne da izogniti.
Tako kot večina resnično ključnih stvari v življenju, se Ford Prefect in Arthur Dent tudi te verige dogodkov nista prav nič zavedala. Potrta sta opazovala domorodca, ki je brez volje potiskal črke sem ter tja. Sara, hvala za tale, v bistvu, kako temu rečemo, metuljev efekt, v bistvu. Tako, ki sicer nima nobene zveze z ničemer, ampak je pa primer tega lepega pisanja avtorja, ki se mi je zdel tako fajn. Ja, posredno tudi na Forda vpliva. Tako da. Tudi resno. A vidiš to, da ne, v bistvu fornikacije še ni bilo nobene. A ne zaluča Artur črke? A Ford zaluča, ne zaluča Artur? Ne, Ford zaluča črko. Ja, no, ampak tle pa pride pol zanimiva reč, med tem, ko mislim, v bistvu una dva sta že obupala, oba dva. Artur je začel pult travo, Ford pa tam neki po subeta sensomatiku brskati. Medtem pa domorodec začne točiti po kamnu in hoče nekaj pokazati. In kaj vidimo? No, ampak sam zdaj si že prešel, a veš, naprej. V bistvu, a veš, kle se je Ford se je zbližal z eno domorodko, ne? Ne z domorodko. Ja, z Gamfričanko, ja. No in se ti pravim, ja, tako, verjetno so ta križanja tudi prišla z Gamfričanci, z jamskimi, ne jamskimi, in verjetno, ja, ne vemo, da je mislim, ja, verjetno je, ampak. Sem pa kakšen je tudi prinesel ta del zapisa DNK-ja. Sej to hočem reči. Jaz sem skozi mislil, da ker mi zvemo, da ubogi jamski človek napiše oziroma... Ja, napiše z unimi črkami. Aha, na skali napiše 42, Mislim, se stav besedo 42. Skreblo, ja, na skreblo, Tako. In lepo pojasni, kar pomeni, da okay, se pravi, oni so del tega računalnika. In jaz sem skozi mislil, da v bistvu jim je nekako ratal, zato ker so bili oni tako glupi, da so odmrli. Pa sem pa glih zanj študiral, da je točno to, da so se skrižali, v bistvu, da po vsej verjetnosti, sumom, da so... Se pravi, te so bili prvo kot prvo, bili so oboroženi, ja. Tehnično so bili, kljub svoji neumnosti, so bili tehnično pač močnejši od nasprotnika. Mislim, znali so govoriti, če ne drugega. No, se oni se sporozumevali. Vseeno so bili bolj organizirani, verjetno. Kognitivne sposobnosti so imeli. Tako, pa organizacijske verjetno tudi, čeprav bolj za odbore pa za te stvari. Odbori moraš štimati. Ampak glede na to, da so imeli regiment, so zgleda znali tudi vojsko sformulirati skupaj nekako neko obliko. Vse ustreliti so znali, to vemo, ko so strelili, mislim, so si določili tarčo in se prav ustrelili. Tako, vidimo, kasneje. Tako da, ja, so bili precej bolj, mislim, so bili dejansko bolj napredni. Ja, sam domorodci pa še zmeraj očitno imajo, a veš, se pravi, so del programa, tako da očitno so mogli se skrižati. Tako, ja. To pa, ko pa debatirate o Marvinu, pa da ni mogel prebrati, mogoče je bilo pa to, veš, čeprav takrat so Marvina odžagali tako, da veš, kao štiri bo odgovoril, to bomo mi rešili, veš, to bomo mi ljudje rešili. Čeprav jim je rekel, da on vidi, da je direktor njegove možgane, pa da ga čudi, da lahko v takem prepihu živi, kako že. Ni mu bil všeč v prostor, ja. Tako da, veš, ni bil navdušen Marvin nad Arturjevimi možgani. No tako, ja, da imam občutek, da so jih te domorodce, da so teli Afričanci, da so jih asimilirali vase. Da so se malo pokrižali. Da so malo zvozedeli gen. Ker jih niso pač pobili, ker je tam bilo napisano, da je bilo kup mrtvih, da sta videla jih, da so jih pa pač potegnili pač vase. Da so zmešali gen. Ja, v bistvu so bili Trojanci, sam ni bil tako dober virus, da bi uničil to osnovno populacijo. Ja, a veš kako, zgleda je bil nek biološka varianta, ta pa ne gre ponavadi tako glih čist, kot bi si ti zamislil najbrž. Ja, to je res. Da gre malo po svoje. Je šlo malo po svoje, ne tako kot... A veš, ker ti najbrž ne veš, koliko bo, mislim, ne vem, zdaj najbrž ti znanstveniki že znajo, ampak ti ne veš, koliko otrokovih lastnosti bo pobral po komu,
Ne, to mislim. Z neko gotovostjo zihar ne moreš napovedati, ne, da kaj Ja, bo pobral ni po komu od pol, staršev. ne moreš reči, ne, kako se to. Ja, sem neki že za neke te bolezni že celo vejo, ali bo ali ne bo, oziroma kako močno Ja, bo. ne, zdaj imaš te analize, ki ti v bistvu z neko verjetnostjo ti napovejo. Ne? Samo veš, zdaj, če ti oni rečejo, da imaš, ne vem, 70% možnosti, da boš dobil raka, ne, pol se ti te stvari zaradi psihologije, se ti pol v samo izpolnjujočo prerokbo spremenijo, ki ti vidiš v njih 70%, da je to v tom pa skoraj zihar dobo, ne, in si pol to nekako Navlečeš nas. navlečeš v glavo. Ne. Čeprav zdaj pri vsem tem žarčenju čuti, da je 70 se mi zdi ful mal. No, ampak recimo, ne se ti Zdaj pravim, ne, to, bazen. ja. Ja. Halo? Halo? Ja. A, okay. Zdi si z nami. Ja, Tam okay. nisem hotel ne, motati na telih. Mislim, gre za to, pač, kjeri geni so dominantni, pa kjeri recesivni, pa pol je cela znanost okrog tega. Ja, pol pa v bistvu približno takole, ne, taka mučna tišina je ratala med Arturjem in Fordom, ki so ugotovila, da ne, v bistvu njim ni pomoči. Ne. Pa se pa Artur domislil, ne. Ene ideje, ne, v bistvu taj the best, ki Arturju sklopka v možganih res počas zagrabne in pride na idejo. Ne. Ja, res si videl koleška, ki se premikajo, dobesedno. Ja. Slišal si jih celo. Ja, celo slišal si jih, ja, točno to. Mamo! Ne, in v bistvu predlaga, ne, da če bi v bistvu z naključnim procesom lahko nekako ven potegnila pač ta podzavestni vzorc. Ne. Tako. Ja, kako bi to naredila, ne, če bi vlekla črke? Ne. In je Ford čisto navdušen, da to je pa popolnoma noro, skrajna baterija, ampak res briljantna, ne, tako da Ampak to je treba probati. Ne. In pol probata. Ne. In kaj se zgodi? Ne. Pride ven vprašanje, kaj dobiš, če pomnožiš 6 in 9. Ne? Ja, zdaj pa tle problem. Ne? A veš, in tle sem pa vedno pol. Kaj? Narobe sem razmišljal. Ja, jaz sem mislil, da Artur potem takem ni čisti potomc, če je narobe vprašanje. Ne? A veš. Mislim, ker ona, da sta bila 6x9, 6x9, 42. To je vse, ne? A veš, ona, da se ne sekirata. Ne? V bistvu je pa narobe. Ne? Veš, nimajo vprašanje dost cool, ne? Pa odgovor tudi in se ne sekirata. Ne? A veš, v bistvu to je to. Ja. Sem pa šel raziskati, kaj znanost ve povedati o tem, če je 6x9 res 54. Ne? Ja. In sem najdel razlago, bomo dali zapiske, da ste matematike ne razumem, ampak v glavnem 6x9 v 13-tiškem številskem sistemu je 42. Ne? Aha. Ampak, ti to resno? Ja. Aha, se pravi, je to mogoče že tak matematičen joke, veš, da ne razumejo vsi. Ne, zato ker so seveda Douglasa vprašali, če je to res, ne, pa je rekel, da on šal ne piše v 13-tiškem sistemu. Tako da, če je avtor rekel, da to ni to, pol to ni to, ko je da konc fertik. Ja. Mogoče je res hotel joke, ne napisati. Ne, se to je joke, veš, da ne moreš reči, da zdaj bo pa, veš, mislim, da je bil ta joke, ne, veš, zdaj bo pa on potegnil, ne. Pa bo ta pravi rezultat, ja ne bo, ne. Ker je tako vse random, ker je, ne. Ja, po mojem ta moment. Vse je random, nič ni za zračunati, nič ni definitivno, ne. Itak da ne. Razen 42. Mislim, ja. Razen to. Pa sem najdel eno bolj zabavno razlago, ne, da v bistvu itak je vprašanje narobe postavljeno, kukor jim je, a veš, globoka misel povedal, ne, da v bistvu vprašanje ni ta pravo, odgovor je že ta prav. Ne, ja, in ona se tega držala. Ne, a veš, če vprašanje je bilo pač narobe postavljeno, je bi ga odgovor je prav. Ne. In tle se sploh nimamo kaj sekirati, ker se ona da tudi nista. Veš, vprašanje se nista, so v bistvu zelo nista. Ja. V bistvu dejansko imaš ti lahko vprašanje karkoli, ampak odgovor je zmeraj 42. Ja. Če se sprašuješ v smislu življenja, vesolja in sploh vsega, seveda. Ja, seveda. Ja, ne. A je to ali kaj? Ja, to kaj je to. Smo pri koncu. Ja. Mislim, po glavi ni več veliko. Zdaj pa
Ne, to sem še hotel reči. Drug teden bo zadnji poglavje druge knjige. Bomo imeli kaj pauze. Ne. Mm. Ne. Jaz sem hotel A smo že čez, ali kaj? Ne. Več pauze. A smo že bluznili čez, ali kva? Ja, Je Valjda. bela cesta. sem pa tudi eno stvar vam pozabil povedati, da sem zračunal za res. Nisi, ker nama boš zdaj. Ja, zdaj vam bom povedal tisto, kar sem vam prej pozabil povedati. Moje kalkulacije so bile napačne, kar se tiče, da bomo končali drug let. Ne bomo še. Ne bomo še? Ne. Kaj? Še en let je vmes. Tako da, Čakaj, kako? Se smo čez pol knjige že. ja, ne, 5 knjig imamo. Ja, pusti, čakaj. valjda. Ja, lej, če je 6, 9, lahko 42, se lahko tudi malo zmotaš. No. Ja. Ne? Bravo, Zi. To je to. Ja, v zdaj našem podcastu tudi matematika ni več Mislim, egzaktna. nisi se veda, zmotil ne. prav, nisi se zmotil prosti, nisi se zmotil prav si rekel. Karkoli si že rekel. Kaj? Ja, lej, no, v glavnem, vmes sem šel pogledat, kako kaže zdaj s produkcijo serije Štoparca. Ne? Ja? Pa bo v predprodukciji se bo začela jesen letos, se pravi, bo najbrž realno v produkciji 2022, se pravi, bo v resnici 2023, ki mi končamo, najbrž glih na vrst. Tako da idealno. Ok. Vidiš, Takrat pa že drug podcast, da štartamo, pa to je to. ti ga bomo mogli že prej, ker drugače bom jaz začel nazaj piti. Nujno. V bistvu, ali tisto, kar so prej govorili, bilo bil že un podcast, veš, ker smo imeli debato o tem. No, evo, Ja. lahko Kakšno pa- debato ste lahko pa imeli? Je tudi. bela cesta, zdaj pa ni tam pa vse zamudim. Ja, le je bi ga. Kaj ste se menila, saj ne miganta mi, ali pa se napišite, kaj v To sem komentarjih, imela pa od pri nas AA, od AA pa teh pristopov, modernejših pristopov k alkoholizmu in zlorabi alkohola. Aj, dobro. Ja. To je zikar dober Dober. podcast. Vidim. Sej, to Saj mo. to je bilo mišljeno. Samo moramo biti vsi trije tle papir pit, tam bomo naredili kar na en majk, to bo the best. Da bo bolj takšen kističen, a veš. Okay. Stari, to bi mogli gledati prav v štarijo, samo to bi res bizarno izgledalo, pa full enega šuma, pa kdo bo to Ja, to montiral, ne pa bi če se dal, bomo mislim, background Ful noise. bi nekih pizderi posnel. Veš, kaj je pa dobra ideja, stari. Kaj? Sej background noise do štarije lahko dobiš na Je internetu, valjda. pa ga samo odzad damo, ne. Ej, a misliš, da je to Cool. A misliš, da je to tako, kot školko, ki jo daš v ušesu, a veš? Če bi kozarc dal v ušesu, a slišiš zvok uštarije, ali kaj? Ja? Ja. A misliš? Piksna ne dela, Piksna ne dela. piksna brez alkohola, ne. To zigar ne dela. To je ziher to. ne dela. Ja, tako da nič. Pečilo v Bešalih smo že rekli, če pa nismo, pa zdaj le. Nismo, ampak dobro si rekel. Noč, pa imamo avtro. Hvala za vse recenzije, ocene in pisma. Lahko nas pa tudi vprašate o čemkoli. Hvala za vse ribe, afna z vplcom je naš e-mail, za citat pa kako ga prebrati, pa si preberite, ne hvala za vse ribe.si. Vaša podpora šteje več kot odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Lahko nas podpreš na hvala za vse ribe.si, če imaš kakšen evro na mesec odveč. Če pa ne, pa nič za to. Če poveš enemu človeku za nas, te ne stane skoraj nič. V bistvu te nič. Bi rekel nič, ne, ampak ok. Ja. Zihar boš kakšne karma točke dubu, če boš to... Mal truda, a ne? pa karma točke. Ja, ne. 100%. Ja. Z vami smo bili ali opeli in zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si.